Lepo pozdravljeni. V zadnjih dneh leta se že oziramo nazaj. Leto je bilo za trg dela v jugovzhodni Sloveniji znova pozitivno. Število delovno aktivnih prebivalcev v regiji raste že 5 let zapored. Hkrati pa se, tako v regiji kot širše, soočajo z velikim pomanjkanjem kadra na vseh področjih. Poglejmo. Trend zaposlovanja v regiji je tako v zadnjih nekaj let pozitiven, poudarja vodja novomeške območne službe Zavoda za zaposlovanje Tatjana Muhič. Da se je v bistvu število delovno aktivnega prebivalstva zviševalo zadnjih 5 let. Dejansko iz 47.700 delovno aktivnega prebivalstva v regiji smo do konca septembra letos, do takrat imamo zadnje podatke, že skoraj na 49.000. Stopnja brezposelnosti tako v regiji kot v državi je 4,5-odstotna. Najnižja stopnja brezposelnosti je na uradu za delo Trebnje, kjer je 2,1 odstotek. Najvišje pa v Metliki 7 odstotkov. V Novem mestu je 4,4, v Črnomlju pa 6,4. Kako pa je z občinami? Najnižjo ima občina Mirna 1,9 odstotkov, najvišjo pa Škocjan 8,1 odstotek. Delodajalci so letos na spletni strani Zavoda za zaposlovanje objavili več kot 8.500 prostih delovnih mest, skoraj tretjino več kot lani. Ne moremo zdaj reči, da se je toliko povečevalo zaposlovanje, objavljenih prostih delovnih mest je bilo več, ker delodajalci pač niso dolžni objavljati pri nas, glede na pomanjkanje kadra, verjetno se pa sedaj poslužujejo vseh možnih objav. Največ ponudbe je bilo v predelovalnih dejavnostih, izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, gradbeništvu, trgovini in logistiki. Pomanjkanje kadra je prisotno praktično v vseh poklicih. Glavni krivec za to so demografske spremembe. Več ljudi izstopa iz trga dela, kot jih pa vstopa na trg dela, generacije so manjše in posledično temu se soočamo s temi izzivi, da kader primanjkuje. Muhičeva je še opozorila, da bodo izzivi na trgu dela prav zato v prihodnjih letih še rasli.